na podelitvi priznanj prevodajalcev za večkratno darovanje krvi in prostovoljcev za žrtvovanje dela. Čeprav smo danes tukaj zbrani v precej lepem številu, lahko zaključimo, da se srečujemo v razmerah, ki so glede na čas poprej precej in v marsičem drugačni. In marsikaj se v naših življenjih ter pri naših srečanjih in druženjih spremenilo. Med ljudmi in med svetovi. Vendar pa se je nekaj le ohranilo. Nekaj najbolj dragocenega in navdihujočega. To ste vi, dragi prijatelji, prostovoljke in prostovoljci. Kljub temu, da nas je obdala drugačnost in kuga novega časa zavila naš vsak dan v popolnoma drugačne barve, ni spremenila vaše človečnosti, vaše ljubeznivosti in vaše veličine. In ko smo se ljudje znašli v stiski, ste se vi, dragi današnji gostje, odločili in ponudili roko. In zato smo vam od srca hvaležni. In zaradi vas je svet lepši in srečnejši za marsikoga. Številne ste prav tako navdahnili, da so sledili vašemu zgledu in šli po vaši poti. In verjamemo, da bo še naprej tako, saj vaša iznajdljivost in želja pomagati ljudem neustavljiva. In vaše dejanja dokazujejo, da je prostovoljstvo trden del naših duš in našega značaja. In naj ostane. Na začetku našega slavnostnega večera najprej k besedi vabim našo predsednico območnega združenja Rdečega križa Brežice, gospo Martino Žilič. Okoliščine, v kateri smo se znašli, predstavljajo izziv prostovoljstvu in humanitarnim organizacijam. Vedno več je nesorazmerij in socialnih razlik. Precejšnji del prebivalstva živi na meji revščine ali po njo, s čimer jim je onemogočeno dostojno in kakovostno življenje. Soočajo pa se tudi s socialno izključenostjo. Zato je potreba po pomoči, solidarnosti, prostovoljstvu in humanitarnih dejanjih toliko pomembnejša. Ne gre samo za denar ali materialne dobrine, gre tudi za osamljenost, nesprijetost, zapostavljenost, kjer zadostuje že topla in spodbudna beseda, pogovor, stisk roke ali objem. Poleg stisk, ki jih povzročajo družbene razmere, doživljamo tudi naravne nesreče, katastrofe, v kateri so ogrožena življenja številnih ljudi. Pomagati je odlika izjemnih posameznikov. Drage darovalke in darovalci, prostovoljke in prostovoljci, pomagate soljudem v trenutkih, ko so ogrožena njihova življenja, pa čeprav jih ne poznate. Pomagate soljudem v trenutkih, ko se znajdejo v stiskah in ostanejo nemočni. Pomagate soljudem povsod tam, kjer so pomoči potrebni, in pomagate vsakomor. Štejem si v čas, da sem lahko v vaši družbi in vas prisrčno pozdravljam v imenu območnega združenja Rdečega križa Brežice. Naloge, ki jih na podlagi zakonodaje in javnih pooblastil izvaja Rdeči križ Slovenije, so široke, zahtevne, raznolike, pomembne in plemenite. Naj izpostavim samo nekatere. Organizacije tečajev in izpitov prve pomoči, usposabljanje enot prve pomoči, organiziranje krvodajalskih akcij in nagovarjanje potencialnih krvodajalcev, naloge z področja zaščite in reševanja, iskanje pogrešanih. Ne smemo zanemariti humanitarne, socialne dejavnosti, skrb za varovanje in krepitev zdravja, organiziranje letovanj in okrevanj, skrbi za mlade, starejše, široke razvejene mreže prostovoljcev po celotni državi in ne nazadnje mednarodno sodelovanje. Med nami toplo pozdravljam generalno sekretarko Rdečega križa Slovenije, gospod Cvetko Tomin. Zaradi plemenitih dejanj in predanosti slehernega posameznika
je bogatejša in trdnejša celotna družba, pa tudi lokalna skupnost. Spoštovani župan občine Brežice, gospod Ivan Mulan, dobrodošli v naši sredini. Dobrodošlico in pozdrav namenjam še enkrat vsem jubilantkam in jubilantom, ki boste nocoj prejeli priznanja. Prostovoljkam, povabljenim gostom, članicam območnega odbora Rdečega križa Brežice, nastopajočim in medijem. Spoštovani, vaša dejanja so neprecenljiva, so zgledi, ki vlečajo in se prenašajo na mlajše generacije. To zmorajo nesrčni, pokončni in plemeniti ljudje. Osnovna naloga naše krovne organizacije in vseh 56 pomočnih združenj Rdečega križa na področju krvodajalstva je motiviranje krvodajalcev, nagovarjanje novih in ohranjanje obstoječih ter organizacija krvodajalskih akcij. Krvodajalstvo v Sloveniji traja že 68 let, vse od leta 1953, ko je bilo uvedeno brezplačno, prostovoljno in anonimno krvodajalstvo. Že 70 leti Rdeči križ Slovenije in Zavod za transfuzijsko medicino pišeta zgodbo in prav zaradi te zgodbe ostaja krvodajalstvo v Sloveniji najbolj množična solidarnostna akcija. Krvodajalstvo je neprecenljiva človeška gesta, je najdragocenejše darilo, je darilo za življenje, je življenjska energija. V Brežicah ima krvodajalstvo dolgoletno tradicijo. Praviloma sta letno organizirani dvodnevni terenski akciji in sicer v januarju in septembru. Vsako leto se običajno odzove med 452 in 460 krvodajalcev v razmerju 66% moških in 34% žensk. V letu 2021 je bila v maju organizirana še dodatna, na katero je prišlo darovati kri 272 krvodajalcev. V čas od januarja do oktobra tega leta so na drugih lokacijah po Sloveniji darovali 204 krvodajalci s stalnim prebivališčem v občini Brežice. V Brežicah se trudimo v vrste krvodajalcev privabiti mlajše, ki bodo v prihodnosti steber preskrbe s krvjo. Na tem mestu naj se zahvalim Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino ter občini Brežice za brezplačni najem prostorov za namen krvodajalstva in pomoč. Veseli nas, da nastaja nova generacija krvodajalcev. Število novih, mlajših se iz leta v leto povečuje, kar nas veseli. V letu 2019 beležimo 9 novih krvodajalcev. V letu 2020 je vrste krvodajalcev vstopilo 21 občanov in v obdobju januar-oktober letošnjega leta se je v evidenco vpisalo kar 35 novih krvodajalcev. Nihče od nas ne more vedeti, kaj se lahko zgodi v prihodnosti. Nihče izmed nas si ni predstavljal, da nam bo virus spremenil in krojil naš vsakdan. Med nami je že več kot leto in pol. Živimo z njim in on živi z nami. Življenje pa teče dalje, tudi zaradi vas. Vam, ki z darovanjem krvi rešujete mnoga človeška življenja, se želimo še posebej zahvaliti. 61 vas je, ki boste prejeli priznanja v zahvalo za človekoljubnost in solidarnost, za 10-krat darovano kri 32 priznanj, za 20-krat darovano kri 9 priznanj, za 30-krat darovano kri 8 priznanj, za 40-krat darovano kri 3 priznanja, za 50-krat darovano kri 2 priznanja, za 60-krat darovano kri 4 priznanja, za 65-krat darovano kri 1 priznanje, za 70-krat darovano kri 1 priznanje in za 75-krat darovano kri 1 priznanje. Življenjske vrednote, človekoljubje, pripravljenost pomagati drugim, pozitivizem, mirnost, preudarnost so odlike naših prostovoljcev in prostovoljk. Svojim tekočutnim pristopom priskočite na pomoč potrebnim. V okviru območnega združenja Rdečega križa Brežice deluje 17 organizacij Rdečega križa. Takšen način organiziranosti nam omogoča, da imamo pregled, kaj se dogaja na terenu, po mestu, krajevni skupnosti, vaseh.
zasedbi. A vsega ne izvemo, kajti veliko je takih, ki svojih stisk in pomanjkanj zaradi stigme, sramu ali kakršnega koli drugega razloga ne zaupajo nikomur. Apeliram na vse, če kdo pozna ali zazna kakšno stisko soseda, prijatelja, znanca, občana, sokrajana, sodelavca, učenca, naj spregovori, naj pove, da bomo lahko v Rdečem križu tudi pomagali. V prostovoljstvu se povezujemo ljudje različnih generacij in z različnimi pogledi na svet. Druži pa nas skupno poslanstvo, nesebična pomoč sočloveku. Pomagamo s hrano, oblačili, pri plačevanju položnic, nudimo psihološko in učno pomoč, smo z ekipami prve pomoči na kraju nesreče. Poleg prve pomoči, ki jo nudimo sami, usposabljamo laično populacijo, da bi v primeru ogroženega zdravja pomagali sebi in svojim bližnjim. Prizadevamo si za uvedbo programov, ki bi bili zanimivi za naše občane in številne na terenu tudi izvajamo. Naj bodo vaša plemenita dejanja vzgled vsem. Dovolite, da zaključim z zahvalo. Zahvalo za vaša nesebična dejanja. Dajalke in krvodajalci, spoštovani vsi gostje, lep pozdrav seveda v imenu občine Brežice, mojem imenu. Danes je že bilo veliko povedano predvsem o prostovoljstvu in pa o humanitarnosti in dejansko leto, ki je bilo za nami, je bil še poseben izziv na tem področju. Dejansko se je začelo že lansko leto z tem COVID-om in pa tudi v letošnjem letu, zato smo tudi na občini in pa za prostovoljcem imeli zelo veliko raznih aktivnosti, kako pomagati predvsem tistim ranljivim skupinam. Predvsem si je bilo potreba pomagati starejšim in pa tistim, ki so bili sami. Zato seveda je bilo kar veliko različnih skupin, ki so se vključili v to od pomoči pri nakupu hrane, prenosu zdravil in še marsikaj drugega, tudi do prevozov starejših. Seveda je pa potrebno še marsikaj drugega in tudi v teh časih je bila potrebna tudi kri in kri je pa seveda tisto, kar je najbolj dragoceno in to pa pri nas lahko samo dobiš za darovanje. Zato seveda je vaše delo tisto, kjer je res izjemnega pomena in tudi sam osebno kot župan se vam moram za to zahvaliti. Občina Brežice seveda tudi preko drugih programov pomaga humanitarnim organizacijam, tudi Rdeči križ je eno tist, ki se financira tudi iz občinskega proračuna v skladu z zakonodajo in s tem tudi prepomore, da lahko sploh izvajate svoje aktivnosti. Seveda pa pomagamo tudi še z drugimi stvarmi, kot je že bilo danes rečeno, predvsem pri prostori za starejše ali pa s kakšnimi drugimi aktivnostmi in pa seveda tudi verjetno delno z paketi, veliko pa prispevamo tudi za otroke, seveda, ki se na nek način programi izvajajo na različne načine, ali preko Rdečega križa, ali preko Društva prijateljev mladine, ali preko drugih programov, preko letnih letovanj, kajti v letošnjem letu je bilo kar precej tega izvedeno, od raznih delavnic, ki so bile izvedene poleti v občini, do letovanj, ki so bile tudi v drugih krajih. Seveda vse to je potrebno, če želimo narediti to našo družbo prijazno in prijazno za vse občane in verjamem, da v občini Brežice se zavedate, da si želimo družbe, v kateri bojo vsi občani dobrodošli in pa seveda cenjeni. Prav tako v letošnjem letu želimo tudi zagotoviti dodatne prostore kot bivalne enote. Veste, da smo pred leti se zelo močno borili, da smo dobili nazaj v last dom bivših upokojencev. Lanskega leta smo naredili prostore, predvsem zato, da smo naredili bivalne enote za VDC, to so ljudje, ki dejansko praktično rabijo pomoč, ki ne morejo niti sami živeti, zato smo skupaj z VDC-em zagotovili prostore. VDC je pa zagotovil jim tudi strokovno pomoč, tako da lahko tudi, ko so postanejo sami, bivajo samostojno. V letošnjem letu pa dogotujemo prostor, kjer bojo tudi noter bivalne enote in pa tudi druge organizacije, kot so upokojenci, Ozara in podobno, saj tudi na tak način želimo zagotoviti, da imajo različni ljudje različne pomoči.
Vendar danes smo se zbrali predvsem, da se zahvalimo vam, ki ste darovali kri za to, da ste, kot je bilo rečeno, pomagali ljudem, ki tudi sploh ne poznate. To je res velika srčnost, kajti dejansko danes smo ljudje, oziroma so ljudje precej sebični, vsako stvar razmišljajo, kaj bo od tega imeli. Vi pa dajete kri za to, da pomagate neznancu, ne vem komu, in zato ne pomislite niti, da je bilo kakšno plačilo. Vse, kar je to, da se vas enkrat na leto spomnimo, da se vam podeli priznanje in da se vam zahvalijo. Zato sem tudi sam kot župan zahvaljujem in seveda želim, da bi še tudi v prihodnosti bila naša družba solidarnostna in seveda, da bi en drugim pomagali za lepši jutri. Hvala lepa. Njegove prijazne in spodbudne besede. Že nekaj časa smo lahko Brežičani ponosni na to, da je sekretarsko mesto Rdečega križa Slovenije prevzela naša domačinka, gospa Cvetka Tomin, ki nas je danes prav tako razveselila s svojo prisotnostjo. Spoštovana gospa sekretarka, beseda je vaša. Spoštovane krvodajalke in krvodajalci, spoštovani gospod župan, spoštovana predsednica in člani območnega združenja Rdečega križa Brežice, spoštovani gosti. Kaj povedati po tako izjemni predstavitvi strani predsednice, kaj vse počnemo v Rdečem križu Slovenije. In vendar, bodite prosim strpni z menoj, ker ne morem drugače kot ponoviti ključne zadeve. Krvodajalstvo na Slovenskem ima bogato tradicijo. Rdeči križ Slovenije s 56 območnimi združenji je nacionalni organizator krvodajalstva v državi. Skupaj z Zavodom Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in Centrom za transfuzijsko medicino Celje ter Maribor sodelujemo pri zagotavljanju nemotene oskrbe zdravstvenega sistema z varno krvjo. Naša država sodi med tiste, ki pokrivajo vse potrebe po krvi same. V Sloveniji kri daruje več kot 5% prebivalcev. Vsak delovni dan naše zdravstvo pa potrebuje udeležbo vsaj 350 krvodajalcev na odzemni dan, da zadostimo dnevnim potrebam zdravstva po krvi. Rdeči križ Slovenije letno organizira okoli 1150 krvodajalskih akcij, od tega je več kot 370 terenskih. Vsako leto se krvodajalskih akcij udeleži vsaj 100.000 krvodajalk in krvodajalcev, kar kaže, da se v teh 10 letih izoblikovalo nekaj, kar lahko označimo kot slovensko nacionalno izročilo. K tem uspehom so nedvomno pripomogli tako organizatorji krvodajalstva, pomočnih združenjih, krajevnih organizacijah, strokovnih službah Rdečega križa Slovenije. Predvsem pa vi in več kot 2000 predanih prostovoljcev, ki vsako leto opravi 35.000 prostovoljnih delovnih ur na področju organizacije krvodajalstva, kot je na primer motiviranje mladih za darovanje krvi, organizacija srečanj, kot je tudi današnje, obveščanje krvodajalstvu in podobno. Dejstvo je, da je kri nenadomestljivo zdravilo in da je vsak med nami tudi potencialni prejemnik krvi, zato si pomagamo lahko le ljudje med seboj. Vaš dar je neprecenljive vrednosti, saj nekomu vrne zdravje, drugemu pa življenje. Danes ga vrača mojemu sodelavcu, ki je na prijemku, ki je v UKC-ju in prijema kri. Skozi vse leto
so zelo dobro organizirane in izvedene krvodajalske akcije organizacije območnega združenja Rdečega križa Slovenije, območnega združenja Brežice, se opravičujem. Še posebej pa nas veseli dejstvo, da je v ta program letos vključenih več mladih, novih krvodajalcih, na katerimi moramo graditi. V letošnjem letu, kot je že predsednica povedala statistiko, je v prvih 9 mesecih v organizaciji območnega združenja Brežice na darovanje prišlo 988 krvodajalcev, že 300 več kot prejšnjega leta in že danes največje število krvodajalcev od leta 1991. Za vsa prizadevanja, za dobro ljudi, se vam iz srca zahvaljujem v imenu naše organizacije in v imenu vseh prejemnikov. Zahvaljujem se tudi vsem prejemnikov priznanj, jubilantom, krvodajalkam in krvodajalcem, prostovoljkam in prostovoljcem, strokovnemu osebju ter organizatorjem in delodajalcem, ki so več kot 68 letih na področju krvodajalstva izkazovali se s plemenitimi dejanji. Srečno še naprej in ostanimo zdravi. Hvala lepa. Nastopil je trenutek, ki je namenjen tistim, zaradi katerih smo se danes zbrali, našim današnjim prejemnikom priznanja. Prosim predsednico območnega združenja Rdečega križa Brežice, gospo Martino Živič, da se mi pridruži in podeli priznanja krvodajalcem, ki so darovali kri 10-krat in 20-krat. Ob podelitvi vas vljudno prosimo za razumevanje in sicer, da si zaradi situacije v zvezi z epidemijo COVID ob prejemanju priznanja segamo v roke. Vnaprej hvala za vaše razumevanje, prejemnike priznanj pa prosim, da se nam ob navedbi imen pridružijo na odru. Priznanja za 10-kratno darovanje krvi prejmejo Babič Izidor, Balon Valentin, Brce Sandi, Budič Rok, Deržič Dejan, Šič Janez, Ereš Branka, Jagrič Matej, Jambriško Dušan, Javornik Matej, Kovačič Nejc, Kvartuh Marko, Lekič Tanja, Lipej Matejka, Lokar Romana, Makadi Katalin, Mašič Tadej, Mihelin Anže, Oreša Aleš,